Lepo pozdravljeni. V termoelektrarni Brestanica se je konec marca pričelo 6-mesečno poskusno obratovanje novega 6. plinskega bloka. Naložbo so zaključili tako v finančnih kot časovnih okvirih, trenutno pa že razmišljajo o novem 7. plinskem bloku. 26. marca so v termoelektrarni Brestanica uspešno prestali tehnični pregled 6. plinskega bloka, na osnovi katerega so prejeli odločbo za 6-mesečno poskusno obratovanje. V tem 6-mesečnem obdobju je na strani Siemensa, da izvede še nekatere teste, ki smo jih predvideli v pogodbenih določilih, in na to pa bomo strani termoelektrarne Brestanica še izvedli garancijske meritve in meritve emisij. Vkolikor bojo parametri zagotovili izkazane parametre iz pogodbe, bomo zaprosili za predčasno zaključek poskusnega obratovanja in začnemo lahko z komercialnim obratovanjem plinske turbine 6. Elektrarna je z novim plinskim blokom pridobila dodatnih 53 MW razpoložljive moči, z novo pridobitvijo pa se je njena moč povzpela na 350 MW. Plinski bloki iz leta 1974, 3x23 MW so na izteku življenjske obratovalne dobe in vkolikor ne bi šli v zamenjavo, je samo vprašanje časa, kdaj bi lahko celo Brestanica šla po poti termoelektrarne Trbovlje. Izgradnja 6. plinskega bloka je bila za termoelektrarno Brestanica osrednji razvojni projekt. Samo obratovanje in s tem pogojena proizvodnja pa bo odvisno od razmer v energetiki in to vsekakor tudi sami te vremenske ujme, ki smo jim priča. Že iz dneva v dan, nedavno tega smo videli, da je bila in tista nizka temperatura v februarju, ko so bile meje zaprte in takrat je Brestanica že s plinskim blokom 6 zagotavljala nadomestno energijo. Projekt je bil po investicijskem programu ocenjen na 39 milijonov evrov. Sam projekt smo končali tako v okviru začrtanega terminskega plana, kakor tudi v okviru finančnega načrta, ki smo ga uskladili z lastnikom Gen Energijo. Tukaj bi želel poudariti, da se je zopet izkazala ta sinergija v skupini Gen, ker nam je Gen Energija kot taka, kot mati, če rečem, ves čas projekta držala suport in je tukaj sigurno doprinos skupine, da smo tukaj, kjer smo. Začetek poskusnega obratovanja se je sicer pričel le nekaj dni pred začetkom rednega remonta v nuklearni elektrarni Krško, za katero je brestaniška elektrarna rezervni dobavitelj električne energije. Kadar je nuklearna v planiranem remontu, takrat se nadomestna energija predčasno nakupi v tujini oziroma od drugih proizvodnih objektov v Republiki Sloveniji. Vkolikor pa pride do kasnitve samega remonta, takrat pa zagotovo skoči Brestanica in zagotovi to nadomestno energijo. Želim pa poudariti, da v letošnjem remontu bomo tudi izvedli test tako imenovanega black starta in napajanja nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško z novim plinskim blokom. V termoelektrarni Brestanica razmišljajo še o novem 7. plinskem bloku. Če podjetji uspešno zaključijo vse planirane aktivnosti, kar zadeva 6. blok, bodo jeseni objavili javni razpis za plinski blok 7, za katerega sicer že imajo prostor v novem objektu. In s tem bojo kapacitete termoelektrarne Brestanica popolnjene, da lahko časoma razmišljamo o zaustavitvi starih plinskih blokov. Poskušali bomo in seveda tudi naša želja je, da bi dobili identični plinski agregat, ker seveda manj je rezervnih komponent, ni potrebno dodatnega znanja, ker se specializiraš na en agregat. Uradno odprtje 6. plinskega bloka bo predvidoma 21. maja. Sicer pa je termoelektrarna Brestanica v lanskem letu proizvedla dobrih 12 GW električne energije, od tega 6,8 GW za terciarno regulacijo in 4,3 GW za komercialne namene. Zanesljivost aktivacije je bila 100-odstotna. Nadaljujemo v Sevnici. Tamkajšnji občinski svetniki so se na redni seji seznanili s poročilom o izvajanju storitve pomoč družini na domu za leto 2017. Storitev, ki poteka v okviru Centra za socialno delo Sevnica in jo iz proračuna sofinancira občina Sevnica, mesečno v povprečju uporablja 85 občanov. Varstvena storitev pomoč družini na domu je primarno namenjena starejšim občanom. Zanjo je značilno, da se izvajalci pomoči lahko prilagodijo uporabniku na terenu.
Tako da dejansko se nam je v letu 2017 število uporabnikov za 7% zmanjšalo. Je pa bilo tem uporabnikom, ki jih je bilo povprečno 85 na mesec, nudeno več ur pomoči. In sicer se je pomoč na domu zdaj storitev preusmerila na ta temeljna dnevna opravila. To pomeni nego po domače, no? Tako da smo predvsem nudili v najvišjem procentu to nego. Število uporabnikov pomoči na domu sicer niha. Število 85 je povprečno število uporabnikov, sicer jih je bilo v letu 2017 skupno 132. Na oskrbi na domu je delalo 11 oskrbovalk, neposredno oskrbo na domu. Prevozili smo 1000 km na mesec v povprečju, opravile so pa 110 efektivnih ur vsaka. Z občinsko subvencijo v višini okrog 70% do polne cene se uporabnikom zagotavlja nižja cena in tako sledi trendu večanja deleža storitve pomoči na domu, tudi v luči vse večje problematike prezasedenosti domov za upokojence. V lanskem letu smo dobili 262 tisoč celotnega prihodka, od tega so uporabniki plačali približno 24%, ostale pa plačala občina Sevnica in tukaj moramo občino pohvaliti, da še vedno plača več, kot ji veleva to zakonodaja, okoli 70%. Ne. Sicer pa se občina Sevnica sooča s problemom starajoče se družbe, saj je njen delež populacije starejše od 65 let nad slovenskim povprečjem. Prav tako ima nad slovenskim povprečjem tudi delež prebivalcev v starosti nad 80 let. Občine, ki nismo ob avtocesti, ki nismo v centru Slovenije, imamo nekoliko slabše statistične podatke. Kar nekaj je nas takih, celotno Posavje je izpostavljeno temu trendu starajoče se družbe in ukrepi, ki so večplastni, zagotovo so pripravljeni tako na nacionalni ravni kot tudi občinski, nekako so usklajeni s strategijo dolgožive družbe, zato da nekako ohranimo vzdržno stanje na tem področju. Bo pa zagotovo to velik izziv za Sevnico, za občino, predvsem pa za celotno državo. Zdaj, kot slišimo, domovi upokojencev so tudi polno zasedeni, tako da mi upamo na posluh občine še, da če bo potrebno, da bomo mi širili to oskrbo na domu. Marsikdo tudi se zateče k nam, glede na to, da ni prostora v domu, in ga ta čas mi oskrbujemo, da počaka na dom upokojencev, na namestitev. Božičeva sicer predvideva, da bo potreba po storitvi pomoč na domu v letošnjem letu na enaki ravni kot v letu 2017. Na Finančnem uradu Brežice so pripravili dan odprtih vrat, na katerem so na informacijskih točkah v avli urada obiskovalcem predstavili področja dela. V okviru dneva odprtih vrat so si zainteresirani lahko ogledali tudi službeni kombi mobilne enote z mobilno pisarno in opremo. Z dnevom odprtih vrat so se na brežiškem finančnem uradu želeli približati prebivalstvu in okrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualne za najširši krog javnosti. Mi želimo približati našo organizacijo davčnim zavezancem, želimo pokazati, kaj v resnici počnemo. In za ta namen smo danes pripravili informacijske točke v naši avli. Kot tukaj vidite, tukaj je avto naših kolegov iz mobilne enote, bodo pokazali, kaj dela ta segment uslužbencev, ki jih najbolj vidimo na naših cestah. Potem pa imamo še dve predavanji, in sicer kar se tiče, kako poslovati z nami po sodobnih poteh. Na koncu bomo pa predstavili tudi nek projekt, ki se mu reče Mladi in davki. V tem projektu pa pojasnjujemo, zakaj se ta denar, ki ga pobiramo, pravzaprav uporablja. Obiskovalcem so bili na voljo uslužbenci z informacijami z področja davkov in z carinskega področja. Član mobilne enote Aleš Supančič skrbi za nadzor na terenu. Imamo pristojnosti iz več različnih področji. Predvsem velja to za nadzor zaposlovanja in dela na črno, nasploh siva ekonomija. Potem je zakon o trošarinah, nadzor nad gorivi, odkrivanje tihotapstva. Velik del njihovega delovanja sestavlja tudi nadzor prevozov, v katerega vključeno zakon o delovnih časih in počitkih mobilnih delavcev in zakon o prevozih nevarnega blaga in zakon o prevozih v cestnem prometu.
Širok delokrog področij, torej pa tudi veliko število kršiteljev, poudarja Supančič. Stranke v postopku različno delujejo. Imamo izkušenj tudi nekaj z kakšnimi agresivnimi bolj odzivi, vendar zaenkrat na srečo še nismo bili prisiljeni uporabljati skrajnih sredstev. Sicer pa so na dnevu odprtih vrat pozornost namenili tudi e-davkom. Že nekaj časa imamo v veljavi, da poslovni subjekti morajo poslovati z nami po elektronski poti. Mislim, da v tem času je bil res narejen znaten napor na obeh stranih, jasno, da je ta pot bistveno lažja, kot pa je bila nekoč, in da so to v bistvu storitev, da je storitev bolj razumljiva. Hkrati se pa dela, mislim, da smo kar zelo globoko že v projektu pri prenovi teh e-davkov, tako da bodo uporabniku še bolj prijazni. Tako da bo ta iz tega vidika še olajšan način poslovanja z nami. In kako na Finančnem uradu Brežice ocenjujejo davčno kulturo? Mogoče je vtis v javnosti nekoliko takšen, da je naša davčna kultura slabša. Ampak, če pogledamo podatke, lahko ugotovimo, da se v bistvu 94% vseh obveznih dajatev plača prostovoljno, kar je v bistvu zelo lep dosežek. Tako da jaz bi se zelo težko strinjal, da je davčna kultura slaba, gotovo pa lahko naredimo še kaj na njeni izboljšavi, to pa prav gotovo. Ja. Tudi z izobraževanjem mladih, dodaja Logar, ki pa je tek na dolge proge. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško se je v četrtek ustavila hiška eksperimentov in jo za en dan spremenila v središče radovednosti in ustvarjalnosti. Ob dnevu zemlje pa so na šoli ves dan potekale tudi številne druge aktivnosti. Hiška eksperimentov je pravzaprav mobilni del hiše eksperimentov iz Ljubljane. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško pa so pripravili 50 različnih eksperimentov in 3 znanstvene dogodivščine, prilagojene starosti učencev. V bistvu preizkušamo razne eksperimente. Naprimer, meni je zelo fajn to zaradi tega, ker večina nima možnosti tega videti tako kot v oni hiši in zaradi tega lahko tudi tukaj poskusijo, in je fajn, ker se naučimo nekaj novega na zabaven način, kar se mi v bistvu zdi, da v šoli tudi manjka, se pravi, da tukaj delamo še dodatne poskuse, ki jih najbrž pri kemiji ali pa pri fiziki lahko tudi povežemo. Ja, naprimer pri fiziki, ki nimamo velikih eksperimentov, tudi pri kemiji, tako enkrat na mesec še to, ful mi je všeč, ja, ta dan mi je ful všeč. Vsak eksperiment ima neko svojo podlago na določenem predmetu, ampak v bistvu so vsi kot neko naravoslovje, se pravi vsi skladajo vse predmete, ki jih mi danes ločimo v 9. pa 8. razredu, kar se mi zdi zelo fajn. Meni je v bistvu vse bilo zelo všečno. Zadeve jih zanimajo, sprašujejo nas in postanejo dejansko radovedni. Nimajo priložnosti tekom samega šolskega in učnega načrta, da zadevo lahko tudi poskusijo. Veliko je teoretičnega znanja in danes želimo, tudi na splošno ta naša aktivnost ponuja, da otroci dobijo svojo prosto pot in zadevo lahko poskusijo. Ker zadeva je takšna, da jih noben ne opazuje, vse delajo samostojno, sami potujejo od eksperimenta do eksperimenta in vidi se, da lažje počnejo stvari, če niso nadzirani. Da učenci od tovrstnega dela odnesejo največ znanja, se strinja tudi učiteljica kemije in vodja organizacije tokratnega dogodka Urška Rjavšek. Danes smo prilagodili celoten šolski dan. Vsi učenci od 1. do 9. razreda imajo danes pouk organiziran v obliki delavnic. V bistvu poteka na naši šoli ekodan, naravoslovni dan. Prav vsi učenci so vključeni v delavnice hiške eksperimentov, nekaj delavnic seveda smo pa pripravili tudi učitelji. Naj pa še povem, da se nam je pridružilo še podjetje Kostak, ki je pripravilo vodno postajo, vodnega agenta in pa iz planetarija so nam tudi pripravili eno delavnico, tako da nam je lažje. Ravnateljica Valentina Gerjevič je ob tem dodala, da se je šola ob obisku hiške eksperimentov za en dan spremenila v pravi mali center znanosti. Učenci bodo ustvarjalni, bodo kreativni, bodo si upali, vsaj upam tako, da sicer pa že tudi sama vidim, da zadeve potekajo, da eksperimentirajo, da ob tem uživajo, berejo navodila, razmišljajo. To je pa tisto, kar je pravzaprav trend današnjega šolanja in biti aktiven, razmišljati, ustvarjati
in se na ta način tudi veliko naučiti. Ja, naša želja je, da otroke navdušimo. Namreč vsak eksperiment za sabo prekriva velika področja, veliko, za katere lahko še raziskujejo in ugotavljajo, zakaj se določen pojav zgodi, kaj je potrebno opazovati. In naša želja je, da postanejo radovedni in da začnejo spraševati in jih zadeva začne zanimati. Te dnevi so mi zelo všeč in jih ni tudi toliko, bolj hodimo v naravo, kar je tudi super, ampak je pa fajn, ker tudi vidimo te različne stvari in si pa tudi lažje predstavljamo vse to, kar se mi v šoli naučimo. Hiška eksperimentov je od leta 2014 obiskala že 98 osnovnih šol po vsej državi, v Krškem pa se je tokrat ustavila prvič. Šole želijo učencem ponuditi vedno več in več tega in to nas veseli, da ni samo učenje za knjigami, namreč seveda tudi brati je zelo pomembno, da znajo, ker vidimo tudi nekateri, ki so malo starejši in gre malo slabše, ampak vse to z vajo pa zanimanjem gre, Sam pravo knjigo je treba najti. Na osnovni šoli Jurija Dalmatina, ki šteje 772 učencev, se vselej trudijo, da bi z različnimi dogodki skozi celotno šolsko leto povezali učence različnih razredov. Trudimo se, da vsako leto organiziramo kak skupen dogodek, kakšen skupni kulturni dan ali naravoslovni dan ali celo da je več teh skupnih dogodkov. Zelo radi se zberemo vsi skupaj v športni dvorani, da se tudi vidimo, ker nas je na šoli veliko, 772 učencev. Sami učenci so tudi povedali na otroškem parlamentu, to leto je šola in šolski sistem, da so zelo navdušeni nad tem, da imamo večkrat skupne proslave, skupna srečanja, da se vidijo devetošolci s prvošolci in ostali učenci, da imamo skupne dejavnosti, skupne aktivnosti. Kot je še dodala ravnateljica, je vsak tak dogodek hkrati priložnost skupnega sodelovanja in povezovanja učencev in strokovnih delavcev. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti. V torek 17. aprila je v Mestni hiši Brežice potekalo ocenjevanje vin v sklopu izbora županovega vina za leto 2018. 5-članska strokovna komisija je ocenila vseh 50 vzorcev, ki so prispeli na ocenjevanje. Uradna razglasitev zmagovalcev bo v sredo 25. aprila ob 19. uri v Mestni hiši Brežice. Župan Ivan Molan, ki bo zmagovalni dvojček vin uporabljal za protokolarne in promocijske namene občine, bo na uradni razglasitvi rezultatov podelil tudi nagrade vinogradniškim društvom, iz katerih prihajajo zmagovalci izbora. Wellness Terme Paradiso z oazo savn na čelu je tudi letos sodeloval v akciji Naj Wellness in bil v kategoriji malih wellness centrov ponovno izbran za najboljšega. Jeseni odpirajo tudi pokriti bazen, ki bo namenjen družinam z majhnimi otroki ter manjši glamping resort z vtisom tradicije čebelarstva. V ta namen bodo z medenimi dobrotami in posebnimi programi pozdravili prvi svetovni dan čebel, ki bo 20. maja. V Murski Soboti je potekalo šahovsko posamično in ekipno državno prvenstvo za osnovnošolce do 9 in 12 let. Na tekmovanju so nastopili tudi šahisti osnovnih šol iz Krškega in okolice, med katerimi so nekateri tudi člani šahovskega kluba Triglav Krško ter dosegli odlične rezultate. Učenci osnovne šole Jurija Dalmatina so v konkurenci do 12 let premagali vso konkurenco in postali ekipni osnovnošolski državni prvaki, uspeh pa so še potrdili učenci iste šole v konkurenci do 9 let z osvojitvijo naslova državnih viceprvakov. Uspeh v konkurenci do 12 let so dopolnili še učenci osnovne šole Leskovec pri Krškem z osvojitvijo 17. mesta, v konkurenci do 9 let pa druga ekipa osnovne šole Jurija Dalmatina Krško z 10. mestom in tretja ekipa osnovne šole Jurija Dalmatina Krško z 20. mestom. V galeriji Božidar Jakac vsako leto odprejo novo postavitev stalne razstave v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča, saj hrani obsežen fond umetnikovih grafičnih del in vsako leto predstavijo dela iz zbirke. Tokratno, že 12. postavitev, so naslovili Pogled skozi mrežo. Letošnjo že 12. postavitev v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča v galeriji Božidar Jakac so posvetili grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja. To so dela, ki so nastala v času njegovega študija in desetletje po njem, tako nekje kronološko do leta 1960. Razstavljena dela prikazujejo razvoj Borčičevega umetniškega sloga, od povsem realističnih do vedno bolj schematiziranih in konceptualnih oblik. Izbor 50 del v bistvu predstavlja tako lesoreze kot jedkanice s prizori sejemskega vrveža, kmečkega življenja in seveda tudi obmorskih motivov, po katerih je umetnik zelo znan. Nekje rdeča nit celotne postavitve
pa je v bistvu žica oziroma zamreženi pogled čez njo, ki nekako nakazuje na latentno nakazuje na njegovo travmatično izkušnjo internacije v Dachau leta 1944. Predstavljeno je tudi obdobje, v katerem je umetnik v Novem mestu služboval kot profesor. Zato imamo zelo veliko motivike kmečkega življenja in podeželja in na svojih potovanjih po Dolenjski pokrajini s kolesom je opazil tudi med drugim ptičja strašila, ki so recimo eden izmed pomembnejših ciklov v tem obdobju, ki ga je seveda nadaljnje nadgradil tudi leta 1958, ko se je izpopolnjeval pri umetniku Johnnyju Friedlanderju v Parizu. Postavitev zaokrožuje cikel savudrijskih čolnov, ki kažejo na umetnikov nadaljnji razvoj v smeri abstrakcije. Na predstavljenih delih vidimo v bistvu razvoj in iskanje samosvojega sloga samega umetnika. Predvsem v tem zadnjem ciklu, ki ga predstavljamo na letošnji razstavi Savudrijski čolni, se že lepo vidi odmik v smer abstrakcije in v njemu bolj lasten likovni jezik. V grafičnem kabinetu od leta 2001 dalje hranijo 1046 avtorskih grafičnih listov, temu pa je Bogdan Borčič v 3 serijah dodal še 145 avtorskih risb. Študijski kabinet dopolnjuje še zbirka katalogov razstav ter pedagoški prikaz najosnovnejšega grafičnega orodja. Vsako leto v kabinetu poskrbijo za novo postavitev avtorjevih del, kjer ga poskušajo predstaviti v kronoloških ciklih. Glede na to, da je to že 12. postavitev v grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča, pomeni, da smo že čez vse te postavitve nekako zaokroženo prišli čez njegov cikel, sedaj pa si želimo posvetiti še bolj določenim posamičnim obdobjem v njegovem ustvarjanju. Tako da je letošnjo recimo prvo, torej njegova najzgodnejša grafična dela, ki še načeloma večina ni bila predstavljena javnosti. Dela ljubiteljske likovne ustvarjalke Ana Marije Štunf predstavljajo ponovni stik z otroško preprostostjo in domačnostjo ter spodbudijo domišljijo. Barvite in razgibane ulice, hišice in morski motivi pa so trenutno na ogled na njeni samostojni razstavi v Krški dvorani v parku. Ana Marija Štunf se v dvorani v parku predstavlja slikami, na katerih ne manjka barvitih motivov ter domišljijskega sveta razgibanih ulic, hišic in motivov narave, ki so jo med drugim navdihovala med njenim bivanjem v Rimu, Pragi in v Zagrebu, kjer živi še danes. Nekaj je morskih, ker zdaj pač se je pomlad, ampak smo pred poletjem recimo, drugače pa tukaj vidite nekaj teh obrazov, ki so taki malo skrivnostni, malo navihani. Nekaj je živalskih tudi, zelo imam rada hiške, ladjice so tudi vse povsod, morje, skratka, to je vse, kar je moje. Njene so tudi žive barve in tudi tokrat se ni odpovedala temu zaščitnemu znaku. Razstavljam svoja zadnja dela, nekaj 3D slik na platnu, nekaj je na lesu. Te, ki so 3D, so tudi les na lesu, ali pa les na platnu, ker jaz uporabljam tudi naplavine, naplavljen les. Tako da neki so mešana tehnika, tudi s kartonom se malo poigram, z drugimi elementi, tudi s keramiko oziroma sama glino, recimo oblikujem pa tudi kot dodatki gor pride. Na ogled je postavila tudi avtoportret. To sem tako naslovila, ker se mi je zdelo, da bi mogoče tudi sebe lahko upodobila, ampak to je taka navihana mima. Značilnost je pač kita, moja, in pa ta čepica, baretka, ki jo nosim. To sem naredila v bistvu ena mojih zadnjih del, čistko. Štunfova se veseli barvitosti in v svetu okoli sebe skuša odkrivati predvsem, kar je lepo in naravno in kar jo nagovarja kot otroka. Njen slikarski slog se je sicer oblikoval ob slikarkah mami Marti Kunaver in sestri Poloni Ličen-Kunaver. Jaz sicer sama nisem akademska slikarka, jaz sem diplomirala iz teologije, sem diplomirana teologinja. Drugače pa slikam pa že od malih nog in v bistvu nisem nikoli prekinila tega, ampak zdaj se bolj pospešeno ukvarjam s slikanjem z akrilnimi barvami na platno. Predtem sem pa delala mozaike in pa keramiko. Tako da je bilo obdobje,
ko sem delala druge stvari, zdaj sem pa recimo v tem obdobju malo spet nekaj novega odkrila. Štunfova trenutno nadaljuje s svojim ustvarjanjem in že razmišlja o novi razstavi, ki bo najverjetneje jeseni v Ljubljani. Za konec pa še v avlo Kulturnega doma Krško, kjer je na ogled razstava likovnih del, ki so nastala na 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Razstavljena dela so nastala sredi avgusta 2016 na 22. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas, ki je potekala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Namen projekta Umetniki za Karitas je pokazati Karitas tudi v drugačni luči. Človek ne živi samo od kruha, potrebuje tudi umetnost, potrebuje kulturo in zato mi s slikami potujemo okrog in jih razstavljamo in pokažemo. Po drugi strani pa povabimo umetnike enkrat v letu, v avgustu, da se udeležijo kolonije in darujejo svoj čas, svoj talent in tudi sliko, katero prodamo in izkupiček namenimo družinam v stiski. Umetniki so ustvarjali pod geslom kolonije Pogum vse ljudstvo v deželi. Vendar to geslo za posameznega umetnika ni zavezujoče, kajti vsak ustvarjalec lahko ustvarja povsem svobodno, z vsebinami, ki so njegove, do katerih čuti njemu lastno afiniteto, na načine, sloge, v tehniki, ki je pač njegova. Kolonija je bila prvi 2 leti zasnovana s slovenskimi avtorji, kasneje pa je prerasla v mednarodni projekt. Tako da so umetniki, ki so bili udeleženci kolonij, Umetniki za Karitas, prišli resnično že iz vseh 5 kontinentov. Strokovni svet, ki ga ima kolonija, izbere likovne ustvarjalce, zelo različnih poetik, različnih generacij, različnih slogovnih usmeritev. Skratka, da bi kolonija pokazala tudi vso to pestrost, vso to multimedialnost, vso to odprtost, ki jo premore sodobna umetnost. Vsak izmed strokovnih članov pripravi predloge, sicer pa se umetniki na kolonijo prijavljajo tudi sami. Na osnovi vseh teh predlogov in prijav potem se odločimo oziroma se strokovni svet odloči, kdo bo oblikoval izbrano skupino ustvarjalcev za posamezno leto. Posebnost kolonije Umetniki za Karitas je dan odprtih vrat, ki se vedno dogaja na četrtek, ko se jim pridružijo še udeleženci preteklih kolonij in likovni ustvarjalci, ki želijo za namen kolonije podariti svoje likovno delo. To so povsem novi avtorji, seveda pa je med njimi ogromno tistih, ki so nam na primer zvesti že čisto vsa leta. Enkrat so bili udeleženci, sedaj pa prihajajo na ta dan, da nadaljujejo ta simbolni krog dobrodelnosti. Zanimanje umetnikov za likovno kolonijo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino je zares veliko, dodaja Jožica Ličen. Njihov namen pa je svoj talent in svoj čas posvetiti ljudem v stiski. Za njih to pomeni po eni strani tudi druženje, učenje drug od drugega, pa tudi umetniki so zelo čuteči ljudje in oni čutijo stiskami ljudi. Vsako leto jih nagovori geslo kolonije, ki ga izberemo točno za tisto populacijo, komur bomo pomagali. In prav v tej koloniji smo začutili, da je v Sloveniji veliko ljudi, ki obupuje in zato smo zbrali geslo Pogum vse ljudstvo v deželi. In moram reči, da so bili umetniki resnično pogumni, kajti 10 ustvarjalcev, ki pride za ves teden, je ustvarilo veliko likovnih del, na dan odprtih vrat pa se jih je pridružilo več kot 80. Za letošnje leto že pripravljajo izbor umetnikov, tudi tokrat pa je prijavljenih veliko več, kot jih bodo lahko sprejeli. Spoštovani gledalci, drage gledalke, to je vse, kar smo pripravili v tokratnem Posavskem tedniku. Z vami bomo tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.